Vrata so se zaprla. Drage bralke, dragi bralci, dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami sedaj v živo tu v Štihovi dvorani Cankarjevega doma in vsi tisti, ki nas spremljate, ta hibridni dogodek preko spleta, dobrodošli. Lepo vas je videti, še vedno smo v lepem številu in ne glede na čudne čase smo še vedno dobra družba. Naj vas pozdravim na zdaj že drugi Beletrinovi debati. Prva je bila zelo uspešna, danes pa so jo takole delovno poimenovali pisateljice nekoč in danes. Zelo prijazen naslov, bi lahko rekli. Če bi rekli ženska literatura nekoč in danes, bi takoj stopili na tanek led in bi že bile konotacije in dileme, ali bomo govorili o ženskih temah v literaturi z ženskimi liki, ali pa morda o tistih ustvarjalkah, ženskah, ki pišejo, ustvarjajo literaturo. Ja, položaj žensk v zgodovini literature, to je danes naša rdeča nit. Tekom pogovora spoznali bomo 3 avtorice in 3 nova dela, ki so nedavno izšla pri Beletrini. Predvsem pa si želimo, da bo tako, kot že pravi naslov, debata. Želimo si vaše družbe, vaših vprašanj, sodelovanja, tako da če nas sedaj spremljate po YouTubeu, kar pišite svoje komentarje in vprašanja, z veseljem jih bomo tudi vključili v to dogajanje tukaj v dvorani. Napovedala sem nove knjige, poznate ta občutek? Meni se zdi včasih nova knjiga, tako kot prvi požirek kave, tisto, ki te presune, ko jo zagledaš, vzameš v roke, malo potehtaš. Ponavadi obrnemo in jo najprej takole spoznamo s hrbta. Nihče noče biti prah, obetaven začetek. In potem, ne vem, kako je pri vas, pri meni je tako, da vsaj odprem knjigo, poiščem prvo stran, takole za pokušino. Nikoli se ne ve, morda človek odkrije kaj lepega. In takole pravi začetek prve nove knjige. 18. september 1995. Deževale so zavese, oglasne panoje, kiosk, izložbe trgovin, vse je požrla voda. Ljudje so se pod ohlapnimi dežniki grbili in gledali v tla, kot bi se tako lahko bolje zaščitili pred mokroto in se na poti, kdo ve kam, polprisebno zaletavali drug od drugega. Voznik malega Fiata je za trenutek izgubil nadzor in glasno podrsal obrobnik, splašil pešce in izzval rjovenje mladega para, ki ga je dež pogoltnil grotesko. Moški v lahkem plašču, ki mu je mahedral okoli stegen, ker si ga je pozabil ali pa si ga ni mogel zapeti, je zakorakal naravnost največjo lužo na pločniku. Utopljen do gležnjev je obstal na najgloblji točki in z ustnic mu je bilo mogoče razbrati jebem ti mater, kakršnega tisti mesec verjetno ni več istogotil. Mlada ženska, po študentsko našemljena v opornico, z nahrbtnikom, okrašenim številnimi značkami, pankarti NSK Mladina, je med vstopom na avtobus zaprla dežnik in po glavi po nesreči lopnila drugo študentsko opornico. Njen obraz je spreletelo rivalsko zadovoljstvo. Prizor bi sodil v zafrkljiv francoski film, ki bi obravnaval brezglavost množic, si je mislil, ko je stal pod širokim nadstreškom. Tako malo potrebujemo, da pričnemo razkazovati svojo ranljivost. Nekoliko premočno deževje, nekoliko prestaro hrano, nekoliko premalo pozornosti. Smešno. Drobna in vsakokrat poljubna odstopanja od naših prav tako poljubnih pričakovanj začnejo zaudarjati po apokalipsi, po koncu zgodovine. Obetavno, se vam ne zdi? Pozdravimo avtorico, z nami je Ana Schnabel in spoznali bomo njeno knjigo Mojstrovina. Ana, dobrodošli. Vidite, nisva sami, to je bil pa lep aplavz, Ana. Ja, res je. Vem, da ste vajeni, da ste ponavadi na drugi strani, ste torej tista, ki zastavlja vprašanja. Kako se počutite, zdaj ste se malo že navadili, v tej drugi vlogi? V resnici je od tega, ko sem sedela na drugi strani, na tvoji strani že kar nekaj časa minilo, ne? Verjetno
6-7 let, ampak je pa res, da sem težko prevzela to vlogo tiste, ki je izprašana, tiste, ki izprašuje, ker je biti izprašan pač bistveno bolj zahtevno, ne? Ker si pod drobnogledom in vse čas te ocenjujejo in vrednotijo in tvoje besede nekaj pomenijo. Ne? Medtem ko je bistveno lažje biti samo nekdo, ki usmerja promet. Mi se bomo vsi zelo potrudili, Ana, da bo to lepa izkušnja. Tudi za vas. Namreč na svoji poti, ne, kot novinarka, publicistka, ste se tudi srečevali s številnimi pisatelji in pisateljicami. Opažate med njimi razliko? Pisateljice drugače formulirajo stvari, imajo drugačen pristop, pogled na svet, so drugačne o intervjujih kot moški kolegi. Težko pašaliziram, ne? Vsebinsko verjetno ne. Je pa morda velika razlika med mlajšimi avtoricami in mlajšimi avtorji, ker se mi zdi, da moški bistveno hitreje in bistveno lažje zavzamejo položaj velikega umetnika kot pa ga ženske. Ne? Ženske pač k temu pristopamo ful tipajoče, počasi se želimo izkazati, moški pa preprosto to vlogo naselijo, ker jim je v končni fazi tudi zgodovinsko obljubljena ali pa dana. Ne? Tudi v zvezi s pisateljem, moškim, poznamo kar nekaj mitov, ki so lahko pozitivni pa negativni, medtem ko ženske teh mitov še nimamo zares in jih zdaj sproti izdelujemo. Ne? Tako da, ja, tukaj se morda poznajo razlike, vsebinsko pa mislim, da smo vsi enako inteligentni ljudje, tako da lahko sporočamo enako inteligentne zadeve. Zelo zanimiv pogled, se pravi, tudi moški so samozavestnejši nekako v nastopanju, ko predstavljajo svoje dela, pisatelji zdaj. Ja, verjetno. Z bistveno več vehemence, to so pač moje opažanja, ko so seveda mečkam pristranska, pa morda tudi malo nastrojena občasno. Z bistveno več vehemence lahko to počnejo kot pa ženske. Tudi jaz sem se v končni fazi trudila, da sem potrudila in se še vedno trudim, da svoje delo zastopam s tisto mero kredibilnosti in samozavesti, ki pač delu pritiče. Šli ste zelo lepo, zanimivo, počasno pot, najprej kot novinarka, tista, ki postavlja vprašanja, potem publicistka, ki tudi zapiše in zdaj pisateljica. Tudi na vaši knjižni polici, malo prej, ko sva klepetali, ste omenili, predvsem berem avtorice zadnje čase. V knjigah avtoric najdem najboljše sogovornice. Ne? Jaz se zdaj, ko sem zares stopila na literarno pot, spoznavam z zgodovino ženskega pisanja, karkoli že to je, tukaj pač ne bomo razdelovali tega precej kompleksnega pojma, verjetno, nudi mi neko uteho, neko zaledje, v končni fazi skozi branje in soočanje s tovrstnimi deli, z deli, ki jih pač podpisujejo ženske. Spoznavam svoj položaj v svetu, njihov položaj v svetu, lahko primerjam ta dva položaja, spoznavam okoliščine takrat in danes in sebe kot avtorico bistveno bolje in lažje umeščam v nek zgodovinski kontekst. Ne. Neko trenje potrebujem, da lahko svoje delo tudi osmišljam. In v svojem delu v Mojstrovini prebrali smo prvo stran romana, vašega prvega romana, ste si res zadali tak zgodovinski kontekst, ki je zanimiv, namreč roman se odvija v letu, ko ste rojeni. Popeljete nas nazaj v čase Jugoslavije. Kot sem vam oziroma ti zaupala že v zaledju, ne, v VIP room, me je v to obdobje v bistvu potegnil mit o osamosvojitvi, s katerim sem bila ves čas v stiku zaradi svoje družine, ne, ker je pač moja družina recimo da precej disparatna. Člani moje družine imajo do tega precej raznolike poglede. In me je to nekako posrkalo, ne, ker sem bila pač ves čas obdana z tovrstnim diskurzom, sem ga želela tudi pač potem po svoje raziskati. Ne. To je bil recimo da en vstop, drug vstop pa sta seveda umetnost tistega časa, ki mi je tudi precej ljuba, pa ne samo jugoslovanska, ampak siceršnja globalna umetnost 80-ih let. Glasba, nova revija, na vse zadnje, vse ti kulturni tokovi, tudi v tistih časih, ki so bili vznemirljivi, ne, to je res eno tako močno dogajanje, ta zgodovinski kontekst. In tu se znajdeta vaša dva junaka. Da, moja dva junaka, Adam in Ana, ki sta si na nek način ideološka nasprotnika, ako ravno ne zares. Ne. Ana je urednica pri založbi, do tega položaja je prišla
tako, da je v bistvu svoje dostojanstvo zapravila, zakockala za to, da opravlja v bistvu vlogo informantke za tajno policijo. Adam pa je pisatelj, ki Ani nekega dne prinese rokopis in potem se pač njuno, sicer uredniško razmerje, razvije v nekaj drugega. Kako ste se pripravili na pisanje? Kako se pripravljate na pisanje kot novinarka, ki naredi dober research? Tukaj sem delala kar nekaj researcha, ampak sem potem veliko researcha tudi zavrgla, ker sem spotoma ugotavljala, da to ne bo zgodovinski roman, ampak bo v bistvu prerez intime nekih likov v določenem časovnem obdobju in me bistveno bolj zanimala zavest teh likov v tistem obdobju, ne pa obdobje kot tako, ne. Nisem se ukvarjala toliko z okoliščinami ali pa recimo, da z nekimi izrazito političnimi gibanji, družbenimi gibanji, ampak sem želela pač zavest zagrabati pa popeljati pred bralce. Je pa res, da se jaz pisanja lotevam zelo različno. Zdaj, napisala sem 3 knjige in moja zadnja knjiga je nastala v bistvu v enem precej nestrukturiranem toku. Na njo se nisem kaj posebej pripravljala, je pa res, da sem neko idejo gnetla več let in sem verjetno skozi ta čas idejo pregnetla do te mere, da mi ni bilo treba tako natančno več vstopati ali pa tako predano vstopati v neko analizo ali pa priprave, ker je pač zorila ideja z mano. Kako vstopate v svoje like? Je lažje pisati o ženski, če si ženska? Ali je večji izziv seveda tudi opisovati usodo junaka, njegov značaj? Namreč pravijo, da ste res izjemno dobra opazovalka in opisovalka značajev. Jaz v bistvu lahko vstopim v kogarkoli želim, če se pač zadosti potrudim, ker mislim, da sem opremljena z nekim zelo dobro empatično opremo. Uživljam se precej zlahka. Mogoče mi je socialni položaj ženske bližji pač, ker sem ženska in ga izkušam vsak dan in ga zato tudi bistveno lažje razumem in bistveno bolj detaljirano razumem, medtem ko pač socialni položaj moškega opazujem z distance. Kar se morda mestoma mojim moškim likom tudi pozna, ker sem bistveno manj potopljena vanje, si pa prizadevam, da recimo ta razmerja nekako zniveliram. Ob kakšnih ženskih likih ste odraščali in kaj ima vaša junakinja? Tudi ste ji vnesli nekaj, kar ste drugod pogrešali pri drugih delih? V resnici ne, mislim, da so moje predhodnice, velike in malo manj znane pisateljice, dobro opravljale svoje delo in ženskim likom vdahnile dosti samostojne zavesti. Malo sem izgubila vprašanje, ga lahko ponovite. Pardon. Koliko ste vnašali lastnosti svoje junakinji, morda lastnosti nekaj, kar ste pogrešali pri ostalih pisateljih, pisateljicah? V resnici ne. Jaz vedno izhajam iz dosti osebnih izkušenj oziroma iz tega, kar osebno spoznavam. Torej, like oblikujem iz paberkov svojih izkušenj, tujih izkušenj, delam neke kompozicije že znanega ali pa mogoče tega, kar bi lahko še bilo, iz nekih vizij določenih ljudi. Mislim, da večina avtorjev v končni fazi postopa podobno. Gre seveda za ljubezensko zgodbo, ki pa ni bistvo vašega pripovedovanja. Veliko bolj vas seveda tudi kot pisateljico zanimajo težave, ki so posledica zveze. Ja, v resnici je ključno vprašanje mojstrovine, kako se naša usoda splete oziroma kako mi z lastnimi odločitvami in dejanji to usodo tudi ves čas zapletamo in spletamo in koliko moči osebne mogoče, koliko dostojanstva je potrebnega, da svoje življenje pripeljemo ali pa zapeljemo v tisto smer, za katero se nam zdi, da je naša usodna smer. V resnici je to roman, ki se ukvarja z željo, malo manj z ljubezensko željo, ampak bolj s tem neimenovanim še, po čemer ljudje hrepenijo. Tudi izjemno dobro opisujete čas, ki sem ga sama še malo doživela kot mladinka. Vi ste takrat bili šele rojeni, ampak zelo doživeto, tudi nove revijaše recimo. Kdo so bili glavni viri tudi za to ozadje? Veliko zgodovinskih knjig oziroma preglednih študij, nekaj dokumentarcev in seveda pogovori z ljudmi. Jaz sem opravila veliko intervjujev
tako s civilisti, kot z ljudmi, ki so dejansko imeli nekakšne funkcije ali pa so vsaj se gibali v teh funkcionarskih krogih, da sem lahko bolje razumela, kako so se stvari takrat odvijale. Ampak kot rečeno, tega znanja v resnici nisem uporabljala, ker sem ugotovila, da me mogoče ne intrigira tako zelo, ker nisem zgodovinarka, nimam tega naboja in tega nagiba. Bolj me je zanimalo vstopati v like na nek prepričljiv, pa mogoče tudi univerzalen način, ker te like v končni fazi lahko predstavljamo iz prostora v prostor in iz časa v čas. Ja, to je bila moja intenca. Kdaj ste začutili, zdaj pa sem pisateljica? Po svoji 3. knjigi, zelo konkretno, ker je pač pisanje zdaj ni več samo moja prostočasna dejavnost, ampak je moj glavni življenjski fokus. Vse, kar počnem zato, da lahko pišem, vse, kar delam, prelagam v tekst, vse, kar se naučim, prelagam v tekst, so svojo še zelo ranljivo, pa obotoljivo modrost tudi prelagam v tekst, tako da mislim, da lahko pač to pozicijo zdaj tudi sile naseljujem. Nekaj tekstov že imam za sabo v končni fazi. Pripričana pa sem, da pač si tisto, kar počneš, ne pa tisto, kar si umisliš, da pač boš počel, oziroma statusa ne moreš kar tako naseliti, v končni fazi zate govorijo tvoja dela oziroma tvoje delo. Ja, s 3 avtoricami se bomo danes pogovarjali. Se vam zdi pomembno, da govorimo, da so tu refleksije tudi v avtoricah? Ves čas, zato ker pač ženske pisateljice potrebujemo mite, ki jih moški že imajo, in več, ko bomo govorili, več mite bomo lahko napaberkovali. Dobro, zagotovo zanimiva debata. Lahko ne bova izdali točno, namreč knjiga je izjemno napeta, tudi konec je precej, lahko rečeva, samo presenetljiv, naj bo to dovolj. To Ani zelo dobro leži in sedaj ste se lotili, lahko rečeva, kriminalnega romana, sploh posebnega žanra. Ja, to imenovati kriminalni roman je mogoče a bit of a stretch, kot rečejo Angleži. Jaz bi tem rekla psihološko-socialno-kriminalni roman, zgodba o nesrečnih in rahlo ostudnih ljudeh slovenske obale. Sicer se zgodi, imamo truplo oziroma imamo kar 2 trupli, ni pa to klasičen whodunit, v katerem bi pač neka zelo opolnomočena pa dobro opremljena oseba preiskovala smrt, ampak gre za to, da si želi sestra poiskati odgovor na vprašanje, zakaj in kako je umrl njen brat. Torej, po Mojstrovini v naslednjem letu vsi pričakujemo še eno novo knjigo Ane Schnabel. Ana, glede na to, da imate raje vprašanja kot odgovore, odlično vam gre. Hvala lepa, da sva skupaj prebili let in povabiva v družbo še eno pisateljico, ki tule že čaka v poltemi. Suzana Tratnik je tudi z nami. Suzana, kako ste v teh časih, čudnih časih? Še kar v redu, v bistvu niti ne bistveno drugače, veliko doma. Ja, zdaj, kot kaže, se bomo vse manj družili, bomo pa morda več brali. Kaj berete te dni? Te dni berem predvsem slovenska dela, slovenske prvence, ker sem v komisiji za podelitev nagrade na knjižnem sejmu. Kar je zanimivo, ker verjetno dobim tudi v roke dela, ki jih najbrž ne bi prebrala ali pa sploh ne bi vedela zanje. Kako so posortirane knjige v vaši hiši? Imate sistem, avtorice skupaj po abecedi kot v kakšni knjižnici? Ne, ker moje police niso tako fleksibilne in se moram dostikrat ravnati po velikosti knjig, po višini. Sicer pa imam približno leposlovje, feminizem, lezbištvo in črna magija, nekako tako. To so glavna področja. Pa še dramatika je nekaj, ja. Zelo zanimive police, čim bolj skupaj. Ne? Ja. Ja, vsak ima svoj sistem, kako se sortira knjige. Jaz sem ugotovila, da je včasih tudi dobro, da združiš avtorje, ki bi se sicer dobro razumeli, če bi se družili. Tudi to mi pomaga, da kaj najdem pri sebi doma. Suzana Tratnik, danes bomo predstavili njeno novo knjigo Pontonski most. Suzana, pogledamo hrbet. Ob 5 zjutraj se odvlečeta z metle. Res legendi. To pa kar kaže na to, da bi morda še odprli prvo stran in preberemo začetek knjige. Prvo poglavje. Jeziti se morate.
Začelo se je tik pred Karlovškim mostom. Zelo neprimerna lokacija, kolikor je sploh kakšna primerna za panični napad. Karlovški je namreč še kar daleč od rudniške pošte, kamor je bila namenjena, in skoraj enako daleč od centra, od koder je začela pešačiti. Nobenega smisla ne bi imelo, da bi se vračala v mesto, kjer se ne bi imela kam zateči in bi jo čakala samo še dolga pot do doma v Šiški. Zato je pač obstala na mostu. Panična. V nahrbtniku, ki ni premogel niti enega notranjega žepa, je živčno iskala papirnate robce, ki so bili sicer povsem nekoristni. Navadno se ni tako potila, da bi bilo kaj ubrisati, a so robci pomenili majhno možnost, da se bo zamotila. Zelo majhno možnost, pa vendarle. Z robcem, prežetim s koščki tobaka in smetmi, si je obrisala nosnice, že tako izsušene od sinkovitih kratkih vzdihov. Vztrajno si je brisala nos, čelo, vrat in dlani. V resnici so bile potne samo te. Poskušala je misliti na pravilno, globoko dihanje, ki pomerja in menda celo spremeni pogled na življenje in svet. Ampak tako daleč še ni bila. Vdih. Najprej trebuh, potem prsni koš in na koncu se rahlo dvigne še ključnica. Izdih. Spuščanje ključnice, upadanje prsnega koža in upotek trebušnih mišic. Mogoče so tudi kakšna druga zaporedja, odvisna od dihalne šole. Po 2 ali 3 globokih vzdihih se je zavrtelo, kar je že tako alarmantno počutje. Tako pravi začetek novega romana Suzane Tratnik, Pontonski most. Suzana, in že s prvimi besedami nas potegnete naravnost v dogajanje. Glavni junakini, tudi pri vas je ženski lik v spredju. Kdo je? To je junakinja Jana. Mislim, da tam nekje okoli 30 oziroma malo več, ki se znajde na nekem razpotju, ko je sama, samska, razšla se je, tudi prijateljev nima veliko in veliko stvari jo muči. Recimo, kako sploh preživeti, želi si končati faks, pa ne ve, če ji bo uspelo, in hkrati je v teh zelo tesnobnih občutjih, ki jih ni mogoče odmisliti. Ne. To je zelo na nek način tudi knjiga, ki odraža stanje duha v teh časih. Ne vsi imamo neke začasne pontonske mostove, da lahko živimo dalje. Ja, meni se zdi, da nikoli ni bilo kaj bistveno drugače. Mislim, sej jaz tako gledam na preteklost in vse to, da je zmer treba najti neke te pontonske mostove, da nekako preideš to brezdo oziroma da najdeš svoje točke, po katerih stopaš. Če ne pač stopaš sam po tujih in doskrat so tako narazen, da ne moreš stopiti. Ne. No, Ana nas svojo knjigo popelje v 80. leta, v tiste zametke. 90. Ja, vi pa, ja, pravim Ana, ne, Ja, svojo pardon. knjigo. Vi pa dejansko v 90. ki pa so tudi, ne, po tisto obdobje samostojne Slovenije, tudi družbeni tokovi, ki so še kako zaznamovali tudi vaš čas. In tudi to vpliva seveda na junakinjo. Ja, pri meni ni tako, ker Ana se je zelo poglobila v to, ne, kaj se je dogajalo in v politične. Jaz sem pa nekako šla iz tega vidika nekih ljudi, ki so recimo, pa ne morem reči, da so na obrobje, to zame ni obrobje, kar opisujem v Pontonskem mostu, ampak nekako iz njihovega vidika je to nekje v ozadju in določene akcije, ki so potekale v 90-ih in tako naprej. In me je zanimalo v bistvu, kako se tudi politična situacija in družbena situacija odraža v nekem vsakdanu, ne. Tudi če nočemo, ne, ker meni je zanimivo tudi, ko nekateri ljudje rečejo, politika me čisto nič ne zanima in se me ne dotika. To sploh ni res, ne. To samo pomeni, da je ne reflektiraš. Tudi sama vedno iščete en tak socialni kontekst, tudi kot sociologinja, ne, imate te izkušnje, ki jih vedno vnašate tudi v svoja dela. Ja, gotovo iščem tudi nek socialni kontekst. Najbrž je to povezano delno z mojo izobrazbo, predvsem pa z mojim načinom življenja in iz tega, da jaz izviram iz delavskega razreda in so mi te usode bližje in bolj zanimive in
Težko bi se vživljala, ne vem, v nek sloj, v katerem nisem živela in ki mi pravzaprav niti ni v nobenem smislu zanimiv. Ne? Ljudje se, velikokrat, ko govorimo o ženski literaturi, že sama sem nekako v uvodu izpostavila vedno to dilemo, ko rečeš ženska literatura, niti ni jasno, o čem bomo govorili, toliko je enih podtonov. No, so tudi taki analitiki, ki pravijo, ja, lahko že iz teksta razbereš, ali je roman ali pa delo pisal pisatelj ali pa ženska. Bi vaša junakinja bila drugačna, če bi jo pisal moški? Po mojem sploh ne bi bilo. Ja, tako da jaz v bistvu bolj govorim, če že v literaturi žensk, ki opisujejo ženske, in mislim, da je tu treba upoštevati, da je sama kategorija ženske zelo široka. Ne? Potem je recimo tu še kategorija lezbike, ki se delno sklada s tem splošnim pojmom ženske. Potem recimo, ne vem, nebinarne osebe, trans ženske. To je vse nekaj, kar spada v novo literaturo in te binarne delitve niso več pravzaprav dovolj. Smo pa še vedno nekje tam, žal. Je pomembno zato, da tudi ženske beremo dela, ki so jih napisale ženske, da poznamo te stvari? Jaz mislim, da ja, sicer nimam, kar se tiče knjig, ki jih berem, nimam, ko bi rekla, nekega seznama ali pa napotila, zdaj bom pa jaz brala ženske. Včasih berem avtorice tuje, ko po imenu ne more sklepati ničesar v spolu, kar se mi zdi pravzaprav zelo fajn. Moram pa reči, da sem pa nekoč se odločila tudi in sem prebrala za nazaj večino del Zofke Kveder in sem bila iskreno šokirana, kako zelo dobra je, kako zelo zanimivo je bilo njeno življenje. Med drugim se je ona tudi preoblačila v drag, recimo v moške obleke, monokl in to naprej, o čemer se zelo malo govori. Nam so jo pa pravzaprav predstavili v srednji šoli, pol strani smo napisali pri njej slovenščini, kot ena dolgočasna učiteljica. Ne? In pa seveda te to ne zanima in ne greš tega brati. Ne? Se pa jaz takrat v srednji šoli sploh nisem zavedala, da avtoric ni. Ne? Sem se zavedala marsičesa drugega, ko recimo ni enakosti med spoloma, ne pa na področju, kjer sem se sama angažirala, ker po moje sploh tega nisem hotela videti. Ne? Ste tudi rekla že Ana, na začetku, ja, tudi moški veliko bolj prisotni, na vse zadnje še vedno izhaja ogromno antologij, nekih pregledov, kjer praktično najdeš zelo malo ženskih avtoric. Se pravi kaj, ženske kvote tudi v literaturo? Ja, zaradi mene lahko tudi, ne. Ne vem, verjetno je to, kar je prej Ana rekla, da je treba začeti ustvarjati mite. Jaz mislim, da danes v Sloveniji sploh ni malo avtoric. Recimo v poeziji so ženske zelo močne. Ne? Mislim pa, da je nekje tu nek tak fenomen, ko se mu reče The Boys Club, ko nekako sodelujejo in poskrbijo drug za drugega in točno se ve, katera dela se bojo prva prevajala, nek drug jezik, ne, seveda tudi ženske, ampak ne med prvimi ponavadi. Kdo bo koga povabil k sodelovanju pri filmu. Mislim, tu se mi zdi, da moški prednjačijo in da so to neke že zelo vzpostavljene ustaljene tirnice. Tako, ja. Tudi, da očitno bolje in bolj dosledno sodelujejo. Lepo, da ste omenili Zofko Kveder, ki je bila res neverjetno aktualna za tiste čase, še vedno se bere kot veliko teh zelo aktualnih tem. Tudi Televizija Slovenija te dni končuje film o tej pisateljici. Saša Mihelčič je izvrstno odigrala tudi pisateljico, tako da bo, upam, da več pozornosti. Bi pa sedaj tudi povabila v našo družbo še eno avtorico, ki še kako dobro tudi pozna zgodovino literature in vlogo žensk v njej. Sedaj se nam je pridružila Katja Mihurko-Poniš. Katja, dobrodošli. Dober večer. Katja, ni še knjige, ki bi človek jo malo potehtal in prebral kakšno stran, bo pa kmalu išla pri Beletrini. Kaj povejte malo več? Ja, to je knjiga, ki sem jo v bistvu pisala po mojem kar enih 20 let. Je dolgo čakala, da izide. Malce tudi iz nekega respekta, ker se mi zdi, da take knjige ni. Pač sem jo iskala v tujini. Če bi jo našla, bi verjetno predlagala, da jo prevedejo, pa ker je ni bilo in ker sem tako zelo
jo pogrešala jaz kot predavateljica, ker sem jo pogrešala v bistvu že, niti ne bom rekla, moja izkušnja je mogoče celo podobna kot Suzanina, da se niti takrat na začetku študija, pa proti koncu sem se že, nisem zavedala tega, tako samoumevno je bilo, ne, da pač je toliko več avtorjev in da je avtorica samo tu in tam kakšna omenjena, recimo Sapfo in tu se je bolj ali manj na mojem študiju, bom rekla, primerjalne književnosti skoraj že končalo. Drugače je bilo na nemščini, ampak to zato, ker smo imeli drugačne profesorice. Celo pri študiju, ne tako poglobljeno. Ja, no in iz tega je nekako potem izšla ta želja, da bi pač nekaj takega, to neko zgodovino vendarle potrebovali, te mite, o katerih je že tudi Ana govorila. In tako sem potem pač začela delati v bistvu v času doktorata zapiske, kdo so sploh bile te avtorice, imena sem čisto na novo odkrivala. In iz teh beležk nekako se mi potem zdelo, da bi napisala knjigo. Ampak potem se mi je tudi zdelo, no ja, v redu, zdaj bom napisala še eno knjigo, teh zgodb je bilo veliko, imen, nekih značilnosti, ampak sem se vprašala, bo to res potem doseglo neko širšo publiko, ali je to samo mogoče za študente, ki jih zanima, študentke seveda. In tudi bralke prve, seveda sem takoj dala to brat, so mi nekako svetovali, da bi bilo mogoče fino še kaj več dodati, mogoče tekste. In tako sem potem res nekako zasnovala tridelno. Tako da pač seveda so podatki o avtoricah, analize njihovih del, ampak hkrati sem želela, da imajo tudi svoj glas, ker to je nekaj, kar je bilo tolikokrat v bistvu avtoricam vzeto v času njihovega življenja, pa tudi potem kasneje, ne, to je zelo zanimivo, kako so bile neko obdobje popularne, potem so pa kar zginile, ne, iz nekega literarnega obzorja. Tako da to je bil potem drug del, da sem res poiskala zelo včasih, res to tako arheološko delo se mi je zdelo, prevode, in sem bila presenečena, koliko v bistvu tujih pisateljic je prevedenih v slovenščino bilo, recimo pred dobrimi stoletji še več. Tako da ta del je bil nekako tretji, pa še to se mi ni zdelo nekako dovolj, in sem rekla, zdaj sem dala lastni glas avtoricam, kaj pa moj glas, ne? Moj glas je po v bistvu raziskovalke, literarne zgodovinarke, skoraj da ne sme več slišati v znanosti, ne, znanost oziroma pač literarna veda je postala zelo taka, kako bi rekla, zelo stroga pravila so, ne, nič ne sme biti nobenega poetičnega izraza, ne, to, kar smo včasih poznali kot neko pisanje strokovno v literaturi, se bojim, da sploh ne bi bilo več nikjer objavljeno. In tako se mi zdelo, da sem pa tudi jaz v bistvu ob tem študiju, recimo, ja, več kot 20-letnem avtoric, marsikaj premišljevala, da sem veliko dozorela pravzaprav kot neka čisto druga osebnost ob tem, ko sem jih brala, in se mi je zdelo, da je mogoče čisto nič narobe, če jaz te svoje izkušnje v bistvu tudi popišem. Tako da je v bistvu knjiga tridelna, tudi je tako natisnjena, da če vas pač ne zanimajo te moji komentarji, jih ni potrebno brati, je pač drug tisk. Če bi želeli res slišati samo glas avtoric, se lahko bere pač samo njihove tekste, če pa koga zanima še kaj več, pa lahko seveda prebere tudi tisto, kar je pač napisano v njihovem delu. Tako da na ta način je knjiga oblikovana. Časovno je bilo pa spet tudi zelo težko, kako to postaviti, ker pač ja, ogromna je ta produkcija v resnici. Jaz sem si želela, ker sem pač rekla, rada bi nekaj podobnega, kar sem jaz imela o avtorjih, torej nek pregled svetovne književnosti, ampak seveda to je knjiga, ki je precej že stara, zdaj je še več desetletij v bistvu literature nastalo nekaj takega, se mi je zdelo nemogoče torej zamejiti, in dejansko sem pač potem vzela kot prvi glas to mezopotamsko svečenico Enheduanu. Tukaj se knjiga začne in konča se v bistvu z Virginijo Woolf, ki se mi zdi neka taka zareza za to svojo lastno sobo, zato se tudi tako v bistvu knjiga imenuje. Torej, knjiga Od lastnega glasu do lastne sobe bo izšla še ta mesec pri Beletrini. Katja jo je pripravljala več kot 20 let. Se pravi, res sistematični in nazoren pregled zgodovine ženskih avtoric od Mezopotamije. Vendarle jih pa lahko to zgodovino razdelimo na različna obdobja, ki imajo neke svoje značilnosti. Tudi ženske, ki so potem pisale pod psevdonimom, veliko jih je bilo, pa jih danes niti več ne poznamo, recimo so bile kratek čas, morda silno popularne.
Kako ste razdelili ta obdobja? Ja, jaz sem se potem odločila kar za kronološki pregled. Znotraj tega kronološkega pa sem našla, to je neka rdeča nit, se mi zdi, današnjega pogovora, vendarle neke skupne značilnosti. Tako da posebej potem, recimo 19. stoletje je res en tak boom avtoric, ki res tudi vse žanre osvojijo, ne samo roman, ne samo mogoče liriko, dramatiko in tako naprej. Tako da sem pač potem znotraj teh različnih recimo desetletij, različnih žanrov, nekako potem to tudi združevala na ta način. 18. 19. stoletje, ko smo tudi ženske postale bolj družbeno aktivne, s tem tudi nekako uspe bolj ta preboj v literarne kroge. Ja, res je, seveda, čisto družbena situacija v bistvu omogoči ženskam nek prodor v javnost. Danes si pravzaprav mogoče celo jaz bom kar rekla, jaz se počutim privilegirano žensko, ker pač imam dostop do številnih, do javnih prostorov, do izobrazbe sem ga imela. Skratka, marsikdaj se nam to zdi samoumevno in mene zelo v bistvu zaboli, kadar rečejo moje kolegice, jaz nimam nobene slabe izkušnje. Prvič tega niti ne verjamem, ker pač tako kot si rekla, Suzana, ne reflektirajo očitno dovolj. Po drugi strani pa, koliko je še na svetu, pač ženski nimajo take situacije kot mi in se mi zdi, da res ni v redu, da tako rečemo, jaz nimam nobene slabe izkušnje, torej ne bom o tem govorila. Tako da ja, te avtorice so bile res zelo, zelo pogumne in so zavzemale neke prostore celo takrat, ko je bilo to izredno, izredno težko. In to, kar je bilo tudi danes že omenjeno, do mnogih niso imele pa sploh dostopa. Tako da neka ta pivska omizja, iti v kavarno, to, kar se nam danes zdi čisto povsem samoumevno. Tega preprosto niso imele, niso mogle potovati, tudi to se mi zdi privilegij. Zdaj občutimo, kako je, ker ne moremo, ampak prej smo lahko potovali, v bistvu brez težav, kot ženske. Lahko izrekamo pravzaprav bolj ali manj vse, kar nas teži. Vsega tega niso imele. Pa vendar so našle neke poti, da so izrazile, da so ta svoj lastni glas naredile glasen. Pomembno obdobje tudi za ženske v literaturi so bila 70., 80. leta, feministična gibanja. Pri nas so sicer prišla malo kasneje, Suzana, v 90. tudi, v katerih se tudi odvija vaš roman. Kljub temu, da je socializem na nek način žensko vlogo je dajal vidnejšo obliko, vsaj v družbi, kar se tiče izobrazbe, služb. V literaturi pa vendarle nismo bile tako zelo prisotne. Pa tudi kasneje, Ana, v vašem obdobju, ki ga opisujete, tudi v svojem romanu, govorimo tudi o novorevijaših, ampak ne o novorevijašicah. Ja, seveda, jaz mislim, da vendarle ženske so bile prisotne, ampak mogoče niso bile tako agresivne, niso se tako znale v prvo linijo postaviti, kadar je šlo za to, da pač so vidne. Tako da meni se zdi, da recimo v literarni vedi je res eno tako, se mi zdi, obdobje, ko je bilo zelo malo žensk, oziroma skoraj da ni bilo, tu in tam kakšna. Tako da se mi niti ne zdi čudno, da potem ni bilo pisanja, ker takoj, ko se pojavijo v večji meri kot univerzitetne profesorice, se pojavi tudi pisanje o ženskah. Tako da to je eno z drugim, se mi zdi zelo povezano. Ampak vseeno, meni se zdi, da jaz sem odraščala v tem obdobju in sem imela vendarle neke pozitivne zglede. Tako da, ja. Suzana, tudi kot prevajalka, imate občutek, da se prevaja več del, ki so jih napisale ženske, tudi Bookerjeva nagrada, vse te večje, vidnejše literarne nagrade v svetu, v zadnjih letih izpostavljajo morda tudi več pisateljic? Ja, se mora to prevajati, ker je pač nekako v svetu nagrajevano, priznano in ker se mi zdi, da so ženske, pa sploh pripadniki določenih manjšin, močnejši, da te zgodbe postajajo nekako pomembne in seveda pa tudi Zahod je tudi eno področje, ki vedno išče nove tematike. To se tudi nekako sovpada.
Katja, kako pa je s pisateljicami, Slovenkami? Ne? Zdaj ste jo pisali na časovnico za svet, ženske v literaturi in ta zgodovina. Koliko se letevate tudi pisateljic, pesnic v našem okolju? Ja, v bistvu temu pač začetkom, jaz temu pravim starejše slovenske avtorice, pisateljice, pesnice, tudi dramatičarke. S tem sem se ukvarjala v bistvu v prejšnji knjigi, zapisano z njenim peresom, tako da, ampak sem tudi te avtorice vključila v to knjigo, ker se mi zdi, da tudi ne nazadnje v nek tak pregled sodijo tudi Slovenke. Ja, v bistvu začne se dokaj pozno, ne, tako da tam okrog leta 1848. In v bistvu te stvari so bile kar nekako neznane. Ne? Res je, edino Zofka Kveder se mi zdi je bila tista, o kateri smo kaj slišali mi, ne? Danes niti ni nujno, da slišijo, ne? Ampak tega se bomo verjetno še dotaknili. Ampak to so zelo zanimive avtorice. Jaz sem bila res presenečena, ko sem odkrivala in Josipino Turnograjsko, ki ima tudi ta motiv, ne? Deklice, ki se preobleče, ne? To se pravi že čisto na začetku, ne? In gre na bojišče in se tam bori, ne, kot vojak. Potem seveda Luiza Pesjak, recimo, ne, s prvim v bistvu slovenskim romanom, ki ga je napisala ženska, zelo zanimivo, zelo v bistvu njena izjemna razgledanost iz tega romana v bistvu je razvidna, ne, in tudi nek res pogled drugačen, sploh na žensko, kot je takrat bilo. Potem Pavlina Pajk, ne, ki je bila tako popularna, da so ji res začeli grde stvari, ne, delati in je na koncu dejansko skoraj da v bistvu je obupala, ne, in je ta neka kreativnost njena se pač izčrpala v tem boju, ne, ob vseh teh nizkih udarcih, ki jih je doživela. Potem pa seveda te avtorice Slovenke, ne, to je pa ena taka res, se mi zdi, lepa zgodba neke solidarnosti, podpore, ko se začnejo doživljati kot neko skupino, ko se začnejo dopisovati, ko se začnejo podpirati v bistvu, ne, ko dobijo prvo mentorico, ker prej pravzaprav tega sploh niso, ne, imele, ne, mogoče kakšnega mentorja, nikakor pa ne mentorice. In ni zato naključje, ne, da potem Zofka Kveder zraste iz te zgodbe Slovenke, ker tam dobi tisto potrditev, ki je mogoče ne bi na tak način dobila nikjer drugje. Ne. Se pravi, in spet ta podpora, ki smo jo danes že načele. Je tega premalo med ženskimi avtoricami? Ne vem, to pa ste Suzana povedali. Jaz lahko povem za literarno vedo, jaz mislim, da veliko se dogaja. Mogoče je treba včasih tudi stopiti iz nekih ozkih okvirov, ampak jaz bi rekla, da ne vem, kot raziskovalka sem se oblikovala ob drugih raziskovalkah. Ne. Z njimi sem postala to, kar sem. Mislim, njih občudujem, one so moje vzornice, ne moji moški kolegi, pač žal. Kdaj pisanje postane poklic tudi za ženske? Ja, v bistvu na Slovenskem je to za Zofko Kveder. Ne? Zofka Kveder je v bistvu res prva avtorica, ki od tega dejansko živi, ampak tudi Pavlina Pajk v bistvu v nekem obdobju ogromno pripomore, bi rekla, k družinskemu proračunu, ko zaradi pač nekih osebnih zadev se njen mož odloči, da bo študiral, in takrat ona v bistvu veliko, ne, tudi za svojimi deli pravzaprav prispeva. Tako da ta meja je mogoče res tako malce zmuzljiva, ampak ja, zagotovo je pa Zofka Kveder tista, ki dejansko nišče ne preživlja sebe, preživlja svoje 3 hčerke, včasih pomaga še kakšnemu prijatelju, kot je Cankar, če je potrebno, ne, skratka, ona je gotovo prva avtorica, tujini pa že prej, ne. No, z Ano sva pokomentirali ta zanimiv moment, ko ste se prvič zavedali, ja, zdaj pa sem pisateljica. Je to zdaj že poklic? Živite lahko od tega? Nikakor. Je poklicanost, ne, v smislu moje vokacije, se pravi, je moje življenjsko poslanstvo, čeprav to zveni zelo nabuhlo, ampak pač jaz to tako doživljam. Poklic pa zagotovo ni, ne, ker jaz od tega ne živim. Jaz sem ekonomsko odvisna od mnogo drugih dejavnosti in moram seveda med temi dejavnostmi in pisanjem vas še zbalansirati, običajno v škodo pisanja. Pač, to pa verjetno je dota oziroma realnost kapitalizma tudi v končni fazi, ne? Ker jaz sem se morala
ko sem stopila na trg dela, vzgojiti dober kapitalistični subjekt, torej moram znati opraviti veliko stvari, ne samo tisto, kar se mi zdi v bistvu najbolj smiselno, in se tudi naučiti, recimo, da dobro, profitabilno izgubljati energijo tam, kjer je v bistvu ne bi hotela. Suzana, pri vas, za vami vedno stoji kar nekaj vejic, ne, tudi prevajalka, imate kup stvari, ki jih počnete, ampak ste že pisateljica, ki lahko živi od svojega dela? Ne, seveda ne. Od knjig ni mogoče živeti. Izdamo pač največ eno knjigo na leto. Jaz sem v zadnjih letih izdala več in to je zelo izčrpavajoče in si moram spočiti, ne vem, kaj bom mes počela. Ampak tudi vedno gre za kombinacijo. Srečo imam, da lahko pa preživim od vseh stvari, ki so nekako povezane z literaturo, s kulturo, se pravi, tudi z delavnicami in tudi s tem, da sem mentorica drugim, ponavadi avtoricam, kar me zelo veseli, in s prevajanjem in z dnevnicami in sploh ne vem, s čim vse, ne. Jaz, če lahko malce korigiram, jaz sem razumela pisanje zelo široko, ne? Ampak tudi Zofka Kveder v bistvu je bila urednica, je bila prevajalka, skratka tudi ona samo od, bi rekla, leposlovja ni mogla živeti, ne? Tako da, ja. Se to redko kdo, sploh pri nas, ne. Ja. Lahko pa tu omenimo še eno zanimivo slovensko pisateljico, na katero je zgodovina pozabila, pa ste jo spet izbrskali tudi pri Beletrini, bo v prihodnjem letu izšla zanimiva knjiga. Ja, ne vem, kdo je pravzaprav izbrskal, ampak sem zelo vesela. Jaz sem že nagovarjala svoje študentke, pa mi ni uspelo nobene nagovoriti, tako da to je res neka taka bela lisa, bi rekla. Angela Gelčiuntes je to avtorica iz obdobja med obema vojnama. Zelo zanimivo obdobje, to se mi zdi, da dosti premalo o njem govorimo, ker so takrat v bistvu ženske nekako zavzele vsa področja, tudi v slovenskem prostoru. Postale so znanstvenice, postale so, ne vem, založnice, postale so, ne vem, če se spomnimo samo Angele Vode, se njo je težko za eno besedo, ne, dovolj reči Angela Vode. Tako da, in bile so tudi pisateljice, ne, več jih je bilo in ona je, se mi zdi, Mileno Mohorič smo spoznali, pa še kakšno, ampak prav nje pa ne in je zanimiva in je to odlično, seveda, da bo njena v bistvu zbirka zgodb ponatisnjena z seveda tudi spremno besedo, tako da, ja, fino. Ja, vstopamo zagotovo v zanimivo bralno leto. Hvala lepa za to, bomo rekli, prvo rundo. Zelo izdatno, tudi Katja, da smo se malo sprehodili čez zgodovino žensk v literaturi. In sedaj velja vabilo tudi vsem vam, ki ste danes z nami tu v Štihovi dvorani. Vem, da ste sijajna publika, tudi zvesti bralci. Zelo bomo veseli kakšnega zanimivega vprašanja, pa tudi vsi vi, ki nas sedaj spremljate preko spleta. Lucija je tudi že z nami. Lucija, hvala lepa, lepo, da ste se oglasili in poslala je vprašanje, pravi, odličen dogodek in pa vprašanje za vse avtorice. Kaj bi napisale, če bi imele vse možnosti in na svetu in pri kateri založbi? Torej, kaj bi napisale, če bi imele vse možnosti in pri kateri založbi bi išla knjiga? Ana. Mislim, da že pišem, kot da imam vse možnosti na svetu. Kot je nekoč rekla Georgia O'Keeffe, pogoji so itak vedno bedni, tako da pač narediš najbolje iz najbolj bednih pogojev. Če bi si pa lahko izbrala založbo in če bi pisala v angleščini, bi to verjetno bil Picador. Suzana? Jaz tudi mislim, da v bistvu že pišem to, kar si želim in kar lahko in kar znam, bi pa izbrala samo založbo, ta luksus. Celotno, ne? Tudi pogumno. Ja, zelo v tradiciji ženskega avtorstva. Ja, se pravi, veliko del, ki so jih napisale ženske, je išlo v samo založbi. Ja, seveda tudi Misterij žene Zofke Kveder na zadnje, kar je bilo tudi zelo, zelo pogumno, ja, ne pogubno ni bilo, včasih se je tudi tako zdelo, ja, pogumno dejanje, ja. Ja, jaz tudi mislim, da počasi začenjam pisati knjigo, ki sem si jo vedno želela napisati. Zofka Kveder, ne, čaka na neko monografijo, mislila sem, da bo najprej slovenska, ampak je toliko zanimanja za njo v
po svetu, da sem zelo vesela, da sem dobila projekt, v okviru katerega bomo končno, res se mi zdi, avtorice tudi lahko res v veliki meri raziskovali in pač nekako rezultat tega projekta bo Zofka Kveder in v bistvu njene tematika intimnosti v njenem delu, tako da tudi nekako založnika že predvidevam, ampak Lucija, bo hvala šlo lepa. čez veliko recenzij, tako da nič ne upam reči. Tudi zahvalimo se Luciji, naši gledalki, za to vprašanje. Poglejte, kar lep, širok odgovor. Katja, ko ste ravno literarna zgodovinarka, potem takem lahko govorimo o značilnem, o nekem ženskem pisanju, kot pravijo nekateri analitiki, da lahko iz teksta prej ali slej razberejo, ali gre za avtorja ali avtorico? To danes še zdrži, kajti svoj čas je bilo veliko predsodkov in stereotipov. Ne, jaz nikoli ne bi tako poenostavljala. To vedno rečem, da pač se mi zdi, da je nemogoče vse ženske v en vatel, v en kalup ukalupiti. Ampak je pa res, da te moje raziskave, pa seveda tudi drugih, ki sem jih brala, pokažejo v tem obdobju, ki sem ga jaz pač obravnavala, da so neke podobnosti. Ampak te podobnosti bi rekla, da so tudi zelo posledica neke podobne družbene situacije, v kateri so te pač avtorice ustvarjale. Je neki zbor tematik, ki jim je bliže, čeprav se mi zdi, da še vedno tudi te tematike ostajajo žive. Tako da v tem smislu so tudi neki pripovedni postopki, neka drugačna perspektiva. Tako da, ja, bi rekla, da so neke podobnosti, ki jih pač odkrivam v nekem korpusu besedil. Nikoli pa ne bi upala posplošiti in reči, da je to kar tako, ne, da pač, če si ženska, ne, tako kot je rekla Simone de Beauvoir, in imaš pač določene organe, da potem pa pišeš, ne, spišemo vse enako, ne, mislim, da ne. Veliko je povezano, po mojem, tudi z družbeno situacijo žensk, ne, in ravno včeraj sem malo spet kot navdih, ne, za ta večer prebirala Virginijo Woolf in ona pravi, ne, ustvari, ne, v lastni sobi en tak lik pisateljice in pravi, da to, kar je bilo značilno za njo, je bilo to, da je pisala kot ženska, ki je pozabila, da je ženska. Ne. To se pravi na nek način paradoksalno, ne, ampak dejansko pa to je to. Ženske so ves čas morali si gledati pod prste, kako pišejo. Nikoli v bistvu niso bile sproščene. Jaz mislim, da je bilo pri njih dosti več neke samocenzure kot pri moških. Ne. Samocenzure pa potem tudi seveda različnih oblik dejanske cenzure, urednikov, ne vem, založnikov in tako naprej. Ne. Tako da, ja, seveda vedno pišemo iz neke svoje pozicije, ki je tudi seveda spolna identiteta, ampak ni pa fino, ne, ni bilo fino, ko smo morali pač skozi o tem premišljevati. Fino je, če pač pišeš, kar pišeš, ne. Verjetno, ne, si predstavljam. Ampak o tem se bo pisalo, dokler pač neke družbene okoliščine ne bojo razrešene. Ne. Se mi zdi, da tudi ljudje, ki svojo marginaliziranost zelo telesno, zelo fizično vsak dan občutijo, te morajo pisati, nekaj skozi to lahko samo oblikujejo svoj glas. To je pač literarno dejstvo za enkrat, in verjetno še nekaj časa bo. Ne. Suzana, je pri vas spol pri pisanju sploh relevanten potem? A pri meni? Verjetno, da je, se pa res ne ukvarjam s tem, katerega spola so moji junaki, čeprav seveda dobim očitek, samo o ženskah pišeš, pa reče se, na svetu je 90% knjig, ki govorijo samo o moških, ne, tako da ni problema. Sicer pa se ukvarjam, ko začnem pisati, v bistvu me najbolj me skrbi, kako bom kaj napisala, ne, in pa se začnem ukvarjati strukturo in seveda je vse to zraven, kdo sem jaz, kakšna je moja spolna usmerjenost, kakšna je moja izobrazba, odkot izviram, to me sploh ne skrbi, to vedno pride zraven, ne. Ampak takrat se bolj ukvarjaš, vse jaz ne, samim delom. Je pa res, da ko sem jaz izdala svojo prvo zbirko kratkih zgodb, ki so pač obravnavale nekako urbano življenje v Ljubljani in lezbike, sem jaz vedela, da bo to tudi politična izjava, ne, čeprav to ni bil moj namen, ne. Ana, pri vas avtocenzura, o kateri smo malo prej govorili, v tem literarnem smislu, obremenjenost, da kot ženska pisateljica, ne? V samem procesu dela verjetno ne.
jaz se verjetno bolj post festum ukvarjam s tem, kakšna bo recepcija mojih del in pač kaj se bo zdaj nanje, zato ker sem pač ženska na leplo, oziroma kakšnih polen bom deležna in kakšne hvale, v kakšni obliki bom deležna, zato ker sem ženska, ker pač to se ves čas dogaja, ne. Zelo podmuklo, kot se reče, ne, potuhnjeno ali pa zelo očitno. V samem procesu pa v resnici ne. Kot je pač rekla Suzana, pač nosiš nek nahrbtnik, spolni, razredni, zgodovinski, kakršenkoli že, in to spuščaš skozi svoj proces v tekst, nekako nezavedno. Ne. Jaz nisem v položaju, sem toliko privilegirana, da mi določenih svojih, recimo da, družbenih pozicij, ne, ko se malo spreminjajo, ni treba ves čas opomenjati tako radikalno, bi jih mogla grabst pa izpisovati ful natančno. Nisem temnopolta oseba, tudi nisem homoseksualna oseba, torej pač mi tega ni treba obravnavati zares. Vprašanje, ki smo ga tudi prijeli tule po spletu, Klara se je oglasila, pravi, zakaj sploh govorimo potem o spolu, če je to itak čisto biološka kategorija? No, jaz ne bi rekla, da je čisto biološka kategorija, če se je tako razumelo, potem nisem bila dovolj jasna. Jaz mislim, da moramo veliko govoriti o spolu in prav ta pogovor se mi zdi, me je še potrdil v tem, da pač stvari se res niso tako zelo spremenile. Žal, jaz sem zelo v tej preteklosti, še posebej v 19. stoletju, ampak tako bom rekla, veliko stvari se je spremenilo, ampak za zelo tanek sloj, ne, za zelo v bistvu majhno skupino žensk. Zato se mi zdi, da ni prav, da ta majhna skupina žensk ne naredi več, da bi se stvari spremenile tudi za tisto veliko skupino žensk. Tako da ne, mislim, zakaj se jaz ukvarjam, zakaj me ta tematika intrigira ves čas, zaradi tega, ker mislim, da samo na ta način v bistvu lahko določena dela ponovno prevrednoti. Ne, zato, ker preprosto niso bila v fokusu in v fokusu niso bila zato, ker pač bi bila slaba dela, ampak zato, ker so jih zavestno pozabili. Ne. To se pravi, zato se jaz ukvarjam z avtoricami, ker pač preprosto mislim, da so njihova dela zelo dobra, da nam veliko lahko povejo, da sicer ne poznamo enega velikega dela, ne vem, kulturne dediščine, civilizacije. Ja, to se mi zdi, da je tisto, in ker me seveda navdušujejo, zato ker mi ni nikoli dolg čas, zato ker se mi zdi sama sebi res privilegirana, da se lahko z njimi ukvarjam, ker je to čisti užitek, to niti ni prav delo, bi rekla, se ne vem, ne, mogoče mi zdaj več plače ne bodo dali, ampak fino je, ne, super knjige so, uživam, ko jih berem. Tudi naša publika, vem, da je med vami veliko zvestih bralcev in bralk. Kakšno zanimivo vprašanje še z vaše strani, tule kar dežuje tudi na spletu. Zanimive pripombe. Z veseljem še komu prisluhnemo. Če se kdo opogumi tudi na tej strani, malo še razmislite, bo še kar nekaj priložnosti. Mi pa hitro pozdravimo še Anjo, ki nas tudi spremlja. Anja, hvala lepa, da ste se oglasili. In Anja ima vprašanje za vas, Katja. Kaj je za vas kriterij, da pride neka avtorica iz preteklosti v to knjigo, v ta kanon, kako se presoja kvaliteta z distance? In zelo se veseli tudi vaše knjige. Hvala lepa. Ja, o tem sem tudi v bistvu v knjigi pisala, zato ker me še zdaj pravzaprav groza, da sem mogoče kakšno, in sigurno sem kakšno avtorico spustila, o tem ni dvoma. Tukaj je bil recimo kriterij to, da so nekako, da njihova dela izražajo nek lastni glas. No. To mi je bilo najpomembnejše. Mogoče niti oblikovno, ne, zdaj, če bi jih, pa tega, mislim, pač tako, če imaš to izobrazbo, ne moreš temu iti, ne. Literarno vedno, mogoče res, ne vem, formalno, kakšna od teh avtoric, če bi samo formalno gledala, bi rekla, ni tako, ne, izvirna, nima takšnih, ne vem, super podob ali ne vem, česarkoli, ne, na tej formalni ravni, ampak so neke druge stvari, ki so me fascinirale, ne. In včasih me celo
bilo hudo, ne, ker sem si mislila, kakšen potencial, ne, se je skrival, pa ga ni mogla ta avtorica tako razviti, kot če bi bila avtor, ne. Tako da veliko je bilo potem dejavnikov, no, na osnovi katerih sem izbirala, in še vedno bom rekla, da sem poskusila to knjigo napisati, ne vem, če mi je uspelo, no. Meni bi se zdelo enako zanimivo vprašanje, zakaj pa je toliko moških, po kakšnih kriterijih prišlo v kanon svetovne literature, a ne? Ja. Ja, jaz sem nekako dostikrat tudi opažala, da določene tematike, ne, se pravi, eno so neke formalne, ne, značilnosti, kjer pač lahko rečeš, nekdo je boljši stilist ali pa je slabši stilist, ne. Tu se mi zdi, da mogoče to malce lažje celo včasih določiti, ne. Ampak velikokrat pa preprosto so te tematike, ne vem, ki so jih ženske obravnavale, niso bile vredne v očeh moških obravnave, ne. Pač nek odnos mati-hči ni bil zanimiv, odnos oče-sin pa se vemo, se kar naprej, ne, pojavlja recimo v literaturi, ne. Tako da tudi to recimo je včasih bil kriterij, pač koga to zanima, ne, koga zanima opis. Zanimale je moške, seveda, ja. Tako, ne, tako, ja. In obenem seveda tudi odsotnost žensk še vedno v sodobnih učnih načrtih in učbenikih. Malo prej, ko ste omenili Sapfo, ste me v trenutku popeljali nazaj v moja gimnazijska leta, tudi vsa imena, ki ste jih naštevali za časa vašega študija, kako malo žensk je bilo, kaj šele v nekih srednjih šolah in drugih učnih načrtih. Ja, učni načrti pač so neka taka zelo, se mi zdi, zasidrana zadeva, ki noče pač Zavod za šolstvo, ministrstvo kaj dosti posodabljati, tako da tam je pač situacija taka, kot je, ni dobra, ne, vse o tem smo veliko govorili, ni dobra ne v osnovni šoli, ni dobra ne v srednji šoli, ampak vendarle, no, jaz pa tudi vedno skušam povedati to, da je pa vsem. Jaz poznam kar precej profesoric, ki pa kljub temu avtorice delajo, ne, tako da nek je ta prosto izbirni del, ki ga potem izkoristijo, ne, tako da tu se mi zdi, da se malce tudi stvari spreminjajo, ampak kot sem že večkrat rekla, sporočilo je pa grozljivo, ne, kaj sporočamo s tem, da pač ni v učnem načrtu avtoric, ne, tudi če jih potem nekje, bom rekla, skozi mala vrata, ne, pripeljejo, ampak to preprosto ni v redu, ne. Suzana bi rekla boys club, ne, kot ste omenili. Ja, absolutno, ja, pa tudi neka nepripravljenost ponovno prereflektirati kriterije, enostavno to so učni načrti, ki se kaj dosti niso že zelo, zelo dolgo spremenili. Ne. Sej, na to sem se hotela prej navezati, ko sem pač omenila kanon svetovne književnosti. Zanimivo bi ga bilo v celoti prevrednotiti na tej točki, na kateri smo. Ne samo pač na nek benevolenten način vključevati pozabljenih glasov, ampak v končni fazi preveriti tudi kakovost tistih, ki so že vključeni v kanon, ne, s sodobnimi vatli v končni fazi. Ja, absolutno, ne. Tukaj se pač najbolj kaže, ne, ta kanon, v šoli se najbolj kaže, ampak kaže se tudi, ne vem, v zbirki izbrana dela slovenskih pesnikov in pisatelja, ne, ki je še vedno Zofka Kveder edina avtorica, kljub temu, da ob vsaki priložnosti rečem, da to ni v redu in bom danes spet, ne. Ampak edina, ki je tam, in tudi to je recimo sporočilo, ne, pač učni načrti so najbolj vidni, ne, tam najbolj vseh se nas bolj ali manj dotikajo, ne, ampak so tudi druga, ne, področja, kjer se ta kanon v bistvu kaže in kjer ga ne bi bilo po mojem tako težko reflektirati in spremeniti, ne. Kaj torej storiti? Se tudi zdaj na literarnem področju, da se ženske bolj združijo, da postanejo glasne, aktivne, da se spet na nek način segregiramo in delimo na ženske in moške? Ne vem. Suzana, vi ste borka tudi. Se bom tudi za pravice. Ja, jaz bi rekla tako, velikokrat smo organizirali tudi razna ženska branja, ne, ker je seveda vedno dvorezni meč, pol nam pa rečejo, ja, to imate en svoj ferajn, a si ne upate brati z moškimi in podobno, ampak rečemo ne, upamo si brati same, ne. Ampak po drugi strani je pa, odkar sem jaz odraščala, so bili vsi ta pravi literarni večeri moški, samo tega ni noben izrekel, ker je bilo to samoumevno, ne. Ampak danes se situacija precej spreminja, je pa razlika ta, da je v publiki vedno 80% žensk, ne, verjetno tudi danes, ne, če ne več. Danes bralke, čeprav rečemo knjižni mol.
Ni ženske oblike, ne? Moljica. Tudi statistično Moljica, ja. ženske berejo več kot moški, Ja. več leposlovja, ne? Tako. In bolj spremljajo in vse, in jaz vem tudi, ko imam literarne delavnice, ženske je zelo težko pripraviti do tega, da kaj objavijo, zelo so kritične do sebe, imajo strahove, smejali se mi bomo, ali pa se mi bojo, ali pa ne vem, sodelavci se mi bojo smejali, ali pa jaz sem učiteljica, nočem, da to kdo drug vidi. Zelo, moški so pa takoj, dajmo zbrana dela. Ne. Veliko je tega ponudbe by proxy, ne? Pač ženska se sama ne bo ponudila v objavo. Tudi jaz se nisem sama ponudila v objavo prvič. A ne? Tudi jaz ne. Morda pa tudi naše punce pripričamo, da za kakšno vprašanje tudi iz publike, naše dekleta. Ampak, jaz sem hotel še nekaj dodati na temo uveljavljanja avtoric v našem prostoru. Izvolite. Jaz pripadam neki drugi generaciji, a ne, in meni se je zgodila ta lepa reč, da sem recimo po prvencu že imela veliki intervju v Mladini. Ne. In sem pač opazila, da se ogromno ženskih glasov zdaj v dnevnem časopisu predstavlja in izpostavlja. So pa to seveda neki progresivni mediji, ne? To pač ne velja za vse ideološke mehurčke v Sloveniji in je zame zelo težko ocenjevati, kaj se zunaj mojega mehurčka zares dogaja, ne? Zunaj pač tega kulturno-intelektualnega udejstvovanja. Bi me bolj zanimalo vprašati vse tiste, ki ne berejo, kako doživljajo nas, pisateljice, v končni fazi. Ja, če mogoče nekaj se vračam, pa skušam dati glas tistim pisateljicam iz preteklosti. Jaz mislim, da ja, v neki podpori je edina pot, ne. Ker tisto, kar mene na nekem osebnem nivoju vedno znova prizadene, je to, da vse te učne načrte podpisujejo tudi ženske, ta berila podpisujejo tudi ženske, ne. Tako da, če bi že tukaj stopile skupaj, ne, in začele drugače razmišljati, bi se že kaj spremenilo, lahko veliko, ne. Mislim, tudi ne nazadnje, mi smo tiste, ki vzgajamo bodoče literarne kritičarke, kritike, in če študentom ne znamo in študentkam prikazati, da je to tako pomemben del, kot sem prej rekla, neke kulturne dediščine, potem pravzaprav se ne smemo preveč čuditi, ne, da potem rajši dajo prednost komu drugemu, ne pa ženski. Kako torej doživljate ženske pisateljice? Vprašanje tudi velja za naše bralce, za fante v publiki. Berete kaj ženskih pisateljic zdaj, trenutno? Kakšne zanimive knjige, ki nam jih lahko predlagate? Tudi velja za vse tiste, ki nas spremljate po spletu. Res smo prejeli sama vprašanja naših bralk in gledalk. Torej, kako doživljamo dejansko pisateljice? In na kakšen način se torej lahko danes avtoricam sploh ponudi prostor, da ustvarjajo? So tu zgolj pomembni tudi finančni spodbujevalni mehanizmi? Finančni, promocijski, v končni fazi. Sta pogosto povezana tudi, ne? Drugih trenutno sploh ne znam izpostaviti, ne? Ker sem tako dober kapitalistični subjekt. Ampak meni je precej važno, da, ker smo ravno govorili o solidarnosti, jaz sem se recimo zavezala, da bom samoiniciativno podpirala samo ženske glasove. Pa ne zato, ker sem nastrojena zoper moške, ampak ker pač oni neko strukturno podporo že imajo, medtem ko ženskam in tudi drugim marginaliziranim skupinam to pač bistveno hitreje omanjka oziroma tega nimajo. Jaz sem odbluzila od vprašanja, pa lahko mogoče ponudim. Ne, ste v pravi smeri, Suzana, tudi kako torej ponuditi prostor, kakšen prostor za ženske pisateljice? To je zelo težko reči, ker to ni samo fizični prostor, to je v bistvu zelo simbolen prostor. Ne. Če se jaz spomnim svojih začetkov, mene je v bistvu povabil moški, Brane Mozetič, ampak gej, ne, ki je imel tudi to založbo in zato mi je bilo gejevsko-lezbično veliko lažje izdati in mislim, da je tudi v Sloveniji zelo veliko dobrih lezbičnih avtoric, kar je kar izjemno, ne, in to mi daje neko moč. Zdaj, kako ponuditi pa, ne vem, jaz mislim, da so založbe sicer pri nas dosti bolj odprte, ne, in da nekako res iščejo, saj mislim, upam, neke kvalitetne tekste, ki so jih napisali, kdorkoli že, ne glede na spolne ali spolno usmerjenost. Je pa res, da ste tudi del skupnosti, ki
drži skupaj in se podpira? Lezbična skupnost, pogojno. Ni romantike nikjer. Katja, kje vi vidite možnost, kako ponuditi pravi prostor? Tu niso verjetno samo finančne spodbude za ženske. Ja, mislim, Literaturi. osnova so neke enake možnosti. Ne? Jaz mislim, da tukaj, tu se vse začne, ne? In potem, ne vem, če se spomnim pač za preteklost spet, Marja Borštnik preprosto ni mogla dobiti štipendije, ker je bila ženska. To je bilo jasno, da je zaradi tega ne more dobiti. Ne? To se pravi, kot smo rekli, ne so neka omrežja, ki še vedno protežirajo. Ne? To se pravi, skratka, enake možnosti so v osnovi, po mojem, tisto, kar, k čemer moramo stremeti in se boriti. Ne nekim privilegijem spet za ženske, ampak preprosto, da lahko te svoje potenciale izkoristijo. Ne vem. Pa lastna soba, kot je rekla Virginia Woolf, če nimaš kje bivati, seveda to velja dan danes, sploh za mlade, pa še tudi za druge, in komaj pokriješ stenarino, kako boš karkoli počel. Ne? Mislim, to je najbrž, se bomo vse strinjali, bedarija, da bolj kot trpiš, boljš ustvarjaš, to sploh ni res. To ni res. Moraš biti sit in lepo oblečen in vse, In da ti stabilen. lahko pišeš in ustvarjaš, res mislim. In da se počutiš udobno sama sabo, sam sabo. Ne, Zato sem Ste začela, rekli, ja? Ni romantike. ni. hvala sem samo Jo še pa pišemo. dodati, pa se pravi čujem. Hvala sem samo dodati še nekaj na temo enakih možnosti. Predvsej ironično je, da je pisateljevanje že tako predvsej marginalizirana pozicija in poklicane, potem pa znotraj tega zagotoviti še enake možnosti med vsemi temi deležniki, se včasih zdi kar malo nemogoče, no? Ker v končni fazi smo skupaj z moškimi in tudi drugimi pač predstavniki katerihkoli skupin v predvsej podobni, pa predvsej situaciji lahko. Ne? Oglasila se je še ena gledalka, pozdravljamo tudi Evo, ki je sedaj z nami, in Evo zanima, kje smo pri možnostih za ženske pisateljice v primerjavi s tujino, predvsem Ameriko in Zahodom. Pred kratkim sem bila na berlinskem literarnem festivalu na otvoritvi. Tja sem zašla, ker so pač mi uredili karto, ne ker bi si zares želela. Ta festival je otvorila Leila Slimani, ki jo verjetno poznate, je francoska avtorica, maroškega porekla sicer. In ona velja za trenutno enega izmed, recimo, da osrednjih evropskih literarnih glasov. Ne? Ona živi zelo udobno, zelo preskrbljeno življenje, zelo ugledno življenje, pač pripada neki intelektualni eliti, kar je pač v Franciji še posebej fino. Ne? In če primerjamo recimo ta lik Leile Slimani z liki slovenskih pisateljic, vemo, da pač med tem seva veliko brezno, ampak seveda zato, ker gre za bistveno neprimerno večji trg. Ne? Francija ne zagotavlja, ne preskrbuje knjig samo Francozom, ampak vsem svojim kolonijam v končni fazi tudi. Ne? Pač vse te veliki Franciji, ki obstaja, bivšim kolonijam, ki obstaja po praktično celem svetu, ne? Afriki. Tako da mi smo predvsem omejeni s svojo omejenostjo. Ja, bi pa jaz rekla, da je tudi na Zahodu, ki si ga radi slikamo, ne, tako kot primer, kako uspeti, pa ne vem, meni kot včasih kdo reče, če bi ti živela v Ameriki, kako bi uspela. Sem rekla, ne bi, verjetno, da ne bi. Da je pa dosti bolj trd sistem, ne, tam ni nekih takih strašnih podpor državnih, pa štipendij, pa, ampak enostavno je treba knjigo prodati, ne. Kar pa seveda je lahko povezano s kvaliteto ali pa ne, mislim. In tudi Američani imajo nek svoj, ki mene včasih zelo moti, način pisanja, kako to mora biti, da se bo to bralo, ker nam tudi težijo, ko prevajajo naše besedila, da preveč gremo v stranske rokave, pa da zelo mora biti jasno, kdo je pa stavki jasni, pa vse to. Recimo, nam je teh pravil potem preveč, ampak dejansko, ko en trg tako funkcionira, se moraš prilagajati, verjetno zelo težko greš čez to. Ne? Funkcionira res kot trg. Ne? Mi v končni fazi v Sloveniji še imamo ta privilegij, da še s svojo prozo lahko eksperimentiramo zares. Da je to še vedno neka avtorska proza, ki ni formulaična. Medtem ko pač bolj zahodno, ko se odmikamo od Slovenije, manj te svobode ljudje imajo. Ne? Da se veliko bolj prilagajajo trgu. Ja, tako je.
Ker recimo sem se pogovarjala tudi že pred leti z nekimi angleškimi založniki, ne, in v glavnem so rekli, kratke zgodbe, ne, žal mi je, nimajo šans, ne. Ljudje berejo romane in potem se to ne izdaja, ne, ker se mi zdi grozljivo, ne, ker pri nas se tudi še zmeraj izdaja poezija, čeprav bo vsak rekel, ja, tu pa ni nič denarja, ampak brez poezije ne bomo preživeli, ne. Pa velika ironija je tudi, sem danes samo še ironična, da je v zadnjih letih, če se prav spomnim, bilo ponatisnjenih kar nekaj pesniških zbirk. Ne? Mi smo še vedno ta trg, ki konzumira to čudno žival, ki se imenuje poezija, ne? Medtem ko tega na zahodu, oziroma zlasti v Ameriki skoraj da ni. Ne? Pač poznajo nekaj velikih imen, hudo kanoniziranih, finančno hudo podprtih, potem pa se pač ta kača kar naenkrat konča. Ja, mislim, tam so literarne zvezde, ki jih pri nas ni na tak način, ne, in tudi smo dosti manjši in in pa seveda tudi ženske, ki uspejo, so tudi zvezde, ne. Mislim, fajn, ne, ampak precej daleč od nas. Oddelek za marketing pri založbi Beletrina deluje s polno paro, tako da naj pomaga tudi, da nekaj novih knjig pride med vas, bralce. Danes smo se pogovarjali z Ano Schnabel, ki je pravkar izdala Mojstrovino, svoj prvi roman pri založbi Beletrina. Z nami je bila tudi Suzana Tratnik in nov roman Pontonski most in pa literarna zgodovinarka Katja Mihurko-Poniš. Njena knjiga Od lastnega glasu do lastne sobe bo izšla prav tako pri Beletrini še ta mesec. Veselimo se tudi te izdaje, veselimo se izdaj, ki so tudi še predvidene v prihodnjem letu. Romana, ki ni čisto kriminalni roman, ampak kaže vse znake in pa seveda tudi nekaj slovenskih, nekaj pozabljenih pisateljic, ki bodo tudi zagledali luč sveta v novi izdaji. Hvala lepa za odlično družbo, tudi vsem vam, ki ste danes sodelovali, bralkam in bralcem, ki ste prišli v Štihovo dvorano, sem v Cankarjev dom. Zelo cenimo vašo prisotnost. Lepo je še vedno biti med ljudmi in gledati obraze. In seveda vsem vam, ki ste nas spremljali preko spleta, hvala za vsa vaša vprašanja, tako da bo posnetek tudi še dosegljiv na spletu. In vse dobro, naj nam bojo tudi knjige dobra družba v teh nesigurnih časih. Hvala vsem. Hvala vam. Hvala.